Jaz sem Yu-Gi-Oh nehal, ko so se začele te sinhro zadeve. My small brain couldn't handle that. Zdaj imaš pa že neki na pol monster, na pol spellcard, pa... Pa to je še relativno stara zadeva zdaj, to so oni, ne pendulumi. Oh, shit, ne, pendulum je še naprej, sinhro je še bolj nazaj. Mislim, XYZ so nekje še vmes prišli. Pa so še XYZ, pa so neki črni, pa še neka druga, meni je bila ta najbolj kompleksna v bistvu, čak, kako ni ne monster, ne spellcard. It's something in between. Ne, meni se pendulumi so nekje vmes, ne. Okay, I'm gonna say it, najboljše še vedno GX. Elemental Heroes, ki premaga. To je bil najboljši anime od Yu-Gi-Oh! They look the coolest, anime je the coolest od vseh tih Yu-Gi-Oh! Kaj pa Yu-Gi-Oh! Original Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Zero. I mean, to je original. Jaz vam eno zgodbo glede tega, takrat, ko je ta Yu-Gi-Oh! GX anime ven hodil, ki je bil še v slovenščino preveden. Jaz sem bil mal, če lahko dokončam, jaz sem bil mal v tem... Daban ali Saban? Daban je bil, se mi zdi. In jaz sem bil mal v tem Yu-Gi-Oh! In sem takrat kupil tudi v trgovini revijo, ki si zraven dobil še DVD. In sem dobil in sem kupil takrat 2 revije, kolikor denara sem pač imel kamulc takrat, moj denar je šel Miki Miško. To je bil pač postranska zadeva in sem imel 2 DVD-ja. In potem sem jaz ta 2 DVD-ja spravil in enkrat, ko pride mami noter, pa prebere naslova na DVD-jih. Naravni dvoboj pa zaljubljena deklica. Kaj pa imaš to za ene filme? I remember that episode. To je bila epizoda, ko je prišla ena 8-letna, mislim, da punčka, pride na ta njihov otok. Na ta njihov otok in ona se je zaljubila v enega, ki je bil pač najboljši dueler v tem Duel Academy. Zane? Zane, točno, in ona se je zaljubila v njega in potem je pač nekako se je zgodilo, da sta Jaden pa ta punca in ta punca je uporabljala samo karte, ki so v bistvu princeske, take, ki v bistvu prisilijo nasprotnika, da se zaljubi v njene karte. So basically, Jaden nekako zmaga in potem, ko zmaga, je konec epizode tak, da se je ona zaljubila iz Zayna v Jadena. Mislim, spletke. Bom jaz rekel, ker je najboljši Yu-Gi-Oh! Ker je najboljši Yu-Gi-Oh! Nobeden od vas ni rekel. Ne, 5DS, please. Ne, The Bridge Series. Hočete kaj dobrega, ti morate to gledati, ni druga. Yes. The Movie še vedno The Movie. Jaz moram priznati greh, jaz ga nisem gledal. To je bilo 2000, najbolj pomembna zadeva. Čeprav jaz se spomnim, meni je bila dolgo časa una najbolj smešna scena, jak še imaš? My name is Shadi. Edine, kar sem gledal, so bili Naruto Abridged. Tiste je bilo smešno. Card Games on Motorcycle. Ker sta tako dva na guard towerju, pa se tako meni, man, it would suck if a giant snake would fall on our heads. Tako sem karča pade na en guard tower, tako čizbečka, pa tako, damn. Lucky that was the tower next door. Semester Race vseh Abridžov je še vedno Team 4-Star in njihov Dragon Ball Z. Oni so znali. Oh my god. To šlo malo pozabil te Abridž zadeve. Oni so dejansko zaključili. Oni so animirali. Oni so naredili pač, recimo, vzeli so eno sceno in 2 frame naredili, pa ono. Tako, so dejansko animirali odpiranje ust. Pa original Cell, ko so dejansko ful dobro skladbo potem na koncu še posneli od Cella, My Way. Or The Highway. Highway, ja. Ampak, Team 4-Star so v bistvu edini, ki so zaključili svojo neverjetno, koliko teh fan skupin in fan saberjev je v času vložilo v čas. 2010 tam neki, ko so tekmovali res med sabo. Res, ker je bil v bistvu edini izplačilo takrat je bilo, da si bil pač najboljši v tej skupnosti. Da si znan. Ja, da si znan. Mislim, Little Koribo je začel, ne? Čez dobu na mašini. Little Koribo je bil, on je začel. Smo prišli noter, Little Koribo. Yu-Gi-Oh! Bridge, potem pa Team 4-Star. In tako so se tudi potem algoritmi teh različnih animejev razprašila, ker recimo jaz sem naredil veliko napak, kar Anime Watcher. Prva napaka, po moje resna, je bila, da sem ko sem gledal te Abridž serije, je prišel algoritem za Code Geass, za zadnjo epizodo, zadnjo sceno. Jaz takrat nisem vedel, kaj ta anime je, nisem poznal naslova in tudi naslov je bil neki Lulek umre, a veš,
Lulek, zato ker je bil Luš. Ja, nisem vedel, kako se izgovori. So, and I was like, ok, pač, da vidimo to sceno, ker je nek commercial. Ja, mislil sem, da je nek commercial or something, za kako mango or whatever, ne, ker je bila samo ena scena, nekaj na vozu se premika in potem pride en drug pač oklepnik in ubije pač tega glavnega emperorja, ne. Animacija je bila full smooth, ja, animacija je bila full smooth, glasba je bila full awesome, make so bile awesome, so I was like, okay, cool,